Vaša hokejska akademija je že nekaj let julijska stalnica prav tukaj. Kaj je bil pa odločilni dejavnik, da ste za njen dom izbrali ravno Bled? Ja, v bistvu ta prvo akademijo oziroma kamp smo naredili na Jesenicah. No. Pa je bilo mogoče malo naroden, glede na to, da nastanitve na Jesenicah niso najboljše, tako da smo kar nekaj časa preživeli na avtobusih, kar je bilo mogoče malo izguba časa. No. Tukaj na Bledu pa glede na to, da je vse zelo blizu, smo v bistvu vse lahko prehodimo, no, tako da imamo vse zelo pri roki, kot je, ne vem, Straža, pa jezero, pa tudi igrišče pri osnovni šoli, tako da nam to zelo ustreza, pa ja, mislim, da že kar zdaj poteka že 10. leto tukaj, tako da smo že kar nekako lepo utečeni in da ni večjih zapletov. Vaši varovanci prihajajo tudi iz tujine. Kako pa oni doživljajo Bled? Kako ga vidijo otroci, ko pridejo prvič sem? Mislim, da so prvič zelo presenečeni, ker dobro, zdaj mogoče tudi Slovenija že kot država malo bolj poznana, no, vsi so, mislim, da vsaka pride na obisk v Slovenijo, pride tudi na Bled, no, tako da ima že malo, bom rekel, boljšo idejo za vse skupaj, ampak ko pa prvič pridejo, pa so pa sigurno, mislim, da presenečeni v dobrem pogledu. V kratkem se odpira tale dvorana, ki je doživela kar konkretno prenovo. Vi ste bili prvi, ki ste lahko preizkusili to ledeno ploskev. Kakšen je bil občutek, ko ste se podali na njo? Ja, občutek je dober. Led je že vrsto let zelo dober tukaj na Bledu. Vem, da pač sama ploskev je doživela preobrazbo, kar je bilo normalno potrebno in mislim, da bo Led zelo dober, tako kot v preteklosti, pa malo bolj raven, kot pa zadnje par let. Kaj ta prenova pomeni za športnike, ki tukaj domujejo, ki trenirajo, se pripravljajo na velike tekme? Ja, vse je zelo pozitivno, normalno. Zdaj, mogoče naša infrastruktura ni najbolj sodobna, pa ne samo na Bledu, ampak tudi kar po celi Sloveniji. No, tako da je lepo videti, pač, da se mesta oziroma kraji odločajo za prenovo in da bomo imeli športniki še boljše pogoje, kot pa smo jih imeli. Z Ledu se preseliva še na Bled. Bled je vaš dom že nekaj časa. Kaj vam pomeni ta kraj? Ja, z ženo smo že kar nekaj let tukaj, oziroma pridejo čez poletje tukaj. Ne vem, zelo topo kraj. No, pač glede na to, da sem preživel zdaj kar nekaj let v Los Angelesu, izmeraj fajn priti domov, ker je vse manjše, pa ne vem, za nas mislim, da se tukaj čas nekako ustavi, no, tam imamo res zelo natempiran tempo, tako da, ko pridemo sem, se res lahko fajn spočijemo. Ko vi omenite tujcem Bled, kako ga oni prepoznajo, kaj oni vejo o tem kraju? Ja, mislim, da prva stvar vsi vejo, da je pač Blejsko jezero oziroma otoček sredi jezera, tako da ja, to mislim, da je taka prva stvar, ki jim pride na pamet. Zdaj sem se podal tudi malo v golfske vode, tako da precej ljudi pozna Bled tudi po golf igrišču, ker je res vrhunski, tako da ja, drugače pa po veliki večini zaradi jezera. En dan na Bledu, katere kotičke pokažete tistemu, ki pride prvič? En dan bi sigurno predstavil golf igrišče, to sigurno. Pa pač še te znamenitosti za spletno, se že skoraj more pelati. To bi bilo pač druga postanka, rečemo, na otoku. Za konec pa še kakšna dobra restauracija nekje blizu jezera s pogledom na grad, ali pa bi šli mogoče jesti tudi na grad. Imam še 5 kratkih vprašanj. Kakšna je tudi dilema po vašem okusu? Okay. Blejska kremšnita ali štukli? Kremšnita. Najlepši pogled na Bled je? Iz kje? Iz gradu.
Drsanje v prenovljeni ledeni dvorani ali igra golfa na golfu Bled? Igra golfa. Vaš najljubši letni čas na Bledu Julij. in najljubši kotiček na Bledu? Golf igrišče. Že najlepša hvala za vaš čas. Nekaj.